V bistvu, odkar pomnim, pravzaprav sem povezana z vodo, tudi prihajam iz obale, tako da sem imela dostop do morja praktično skozi celo leto. Tako da pravzaprav ni čudno, da se zdaj ukvarjam profesionalno z potapljanjem, s prostim potapljanjem, kadar je le možno, ali skočim v bazen ali pa pač grem na en vikend na morje, tako da sem konstantno povezana z vodo. Šport ni nevaren, če se ga pravilno lotiš, se pravi, če upoštevaš določene, neke varnostne sisteme, se pravi, najbolj pomemben, ki ga moram izpostaviti, definitivno je, da se nikoli ne potapljaš sam. Moji treningi so na izredno visokem nivoju, tako da v bistvu tudi za telo je to zelo, zelo intenzivno in izčrpavajoče. Zelo veliko potujem in v bistvu moje telo potrebuje še toliko več regeneracije. Tako da sem potem v bistvu ugotovila, da je dejansko dober spanec za mene najbolj pomemben. Glede na to, da potujem in sem v bistvu, bom rekla, prepuščena na tiste vzmetnice, ki so v tistih apartmajih in hotelih. Jaz si žal vzmetnice ne morem izbirati. Opažam, da v bistvu je to zelo, zelo pomembno. In zdaj je že v bistvu tako se dogaja, da preden se odločim, kje bom pravzaprav spala, v katerem apartmaju, najprej testiram ležišče in potem se glede na to odločim, ali bom vzela apartma ali pa pač bom mogla neko drugo varianto najti. Ugotovila sem v bistvu, da je zame zelo pomembno, da se zbujam vsak dan ob isti uri in da hodim tudi vsak dan ob isti uri spat. Takrat je v bistvu, se pravi, da imam neki bioritem, da imam neki stalni ritem in takrat se tudi moje telo najbolj spočije. Spim pa nekje od 8 ur približno, no, odvisno od tega, koliko je telo spočito. Če čutim, da potrebujem malo več spanca, si potem še kakšno uro privoščim. Ko imam en tak pomemben potop pred sabo, bom nekaj se začne ta potop že tisto prvo minuto, ko se zbudim. Se pravi, najprej si izmerim srčni utrip, vidim, kje stojim, takoj vem, če sem se dobro naspala, če sem spočita. In tlele se pravzaprav že ta moj potop začne. Tako da to, da vidim, da imam nizek srčni utrip, da sem umirjena, to mi da neko samozavest. In potem dejansko delam stvari tako kot vsak dan, recimo rutinsko kot na treningu, si pripravim svoje stvari, svojo opremo dam na kup in potem počasi grem na to platformo in se v bistvu oblečem tak neopren gor. Delam ene take dihalne vaje, ki mi tudi zelo pomagajo za fokus in pa za sproščenost. In potem, ko tisti moj, bom rekla, official top, se pravi čas, kadar v bistvu se moram potopiti, se počasi grem proti tej vrvi in se spustim dol. Še 10 minut pred potopom razmišljam o stvareh, recimo, ne vem, ali bom lahko izenačevala, ali bom imela problemi z izenačevanjem pritiska, če bom dosegla te rezultate, pa recimo malo gledam naokoli svoje sotekmovalke. Se potem, ko se jaz priklopim na to glavno vrv, jaz v bistvu v tisti fazi, se pravi, lebdim na vodi in v tisti fazi odklopim popolnoma vse. Je dejansko tako, kakor da bi malo zaspala, no? Čeprav še zmeraj moram seveda držati svoj fokus, ampak jaz takrat odklopim in grem v svoj svet, ki je izredno, izredno lep.